Doktorica Petra Cajnko, rojena 15. decembra leta 1983 v Mariboru, je zaposlena na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru kot raziskovalka in vodja projektne pisarne. Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je leta 2008 diplomirala po univerzitetnem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu Matematika in filozofija. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je doktorirala leta 2015. V doktorskem delu je predstavila model svetovalnega mentorstva, ki ga že več let implementira v svoj pedagoški proces na zasebnem zavodu Gea College. Na zasebnih zavodih je izvoljena v naziv predavateljice Višje šole za predmetna področja poslovna matematika, statistiko, podjetništvo, ekonomika in menedžment podjetja ter prodaja in v naziv višja predavateljica za predmetno področje menedžment. Na pedagoški fakulteti je izvoljena za asistentko za predmetno področje specialna didaktika, podpodročje matematika. V letih 2020/2021 in 2022/2023 je bila na zasebnem zavodu Gea College izbrana tako po mnenju študentov kot za predavateljico. Je prav tako raziskovalno uspešna, vsako leto sodeluje na mednarodnih znanstvenih konferencah. Je vodja in koordinatorka na več raziskovalnih in razvojnih programih ter projektih. Ima dobre komunikacijske kompetence v mednarodnem okolju ter sposobnost individualnega in timskega dela. V letu 2020 je prav tako opravila ravnateljski izpit. Od leta 2021 pa je tudi tehnična urednica 3 revij: Anali Pazu, Anali Pazu HD in Pomurska obzorja. Sedaj pa se preizkuša tudi v vlogi predsednice sveta zavoda. V Pomurski akademiji združujemo tiste doktore pa vrhunske umetnike, ki so ali rojeni v Pomurju, živejo tu, ali so za Pomurje fejst dosta sicer napravili. In Pomurska akademkinja, doktorica Petra Cajnko, pa še v to tretjo kategorijo. In rejsen je fejst dosta napravila, dosta za Pomurje in še več za samo Pomursko akademijo. Je tudi članica predsedstva Pomurske akademije, kot glavna tajnica in je tista, ker vsikdar poskrbi, ka stvari, ker morajo dobro iti, idejo dobro tečejo. Tudi konference Pomurske akademije so tako dobro organizirane po njeni zaslugi in velika stvar, res fejst velika stvar, za katero smo se dolgo prizadevali, pa je te u nas pravila skozi, so pa revije Pomurske akademije, ker so zdaj prišle v tiste baze, na osnovi katerih je ta revija tudi mednarodno znana in tudi naše objave v njih več štejo. Formalno, neformalno so pa itak že bili vsikdar fejst zanimivi. No in Pomurska akademkinja, doktorica Petra Cajnko, je po osnovni izobrazbi matematičarka, doktorirala je z ekonomije in v njej zdaj nam povedala nekaj povezano z coachingom, torej z vodenjem in to specifično, kako je to leko v šoli. In večno se si spomnimo, kakšne školnike smo imeli. Eni so iskali neznanje, so vrtali pa te spitavali tisto, kar nisi znal, no drugi so pa iskali znanje. No in v njej smo zvedeli, za ko je dobro. Če v ljudeh iščeš dobro, v ljudeh iščeš znanje, tudi v šolstvu iščeš tisto, kar ljudje znajo. Seveda jih treba upozoriti tam, kjer imajo še priliko, ko do tega znanja pridejo, kjer jim malo fali, like na koncu koncov bomo videli in zato vas vabim, ko si v Küper pogledamo fejst zanimivo predavanje Pomurske akademkinje doktorice Petre Cajnko, kako leko z ljudi potegneš največ dobrega, kar se da.
Coaching v šolstvu, podjetništvu kot tudi v športu je pri nas še vedno v fazi vpeljave na trg. Sam po sebi postaja vedno bolj priljubljen zaradi vseh pozitivnih učinkov, kljub temu pa je ozaveščenost organizacij in posameznikov vsebini in koristi coachinga premajhna. Coaching ne poteka po vnaprej predpisanih korakih ali celo po protokolu. Vsak coaching je skrajno individualiziran proces, ki ga usmerjajo sodelujoči posamezniki. Naloga coacha je udeležencu definirati cilje in tako razvijati njegove veščine in sposobnosti za dosego le-teh. Ko udeleženec naleti na oviro, se lahko obrne na coacha. Coaching je odlična metoda tako v šolstvu, poslu kot v športu, kadar zmanjka motivacije. Na temo poznavanja coachinga sem sama opravila več raziskav. Namen predavanja na konferenci je predstaviti izsledke rezultatov raziskav. Če povzamem, lahko rečem, da vpeljava metode poznavanja coachinga v pedagoški kot tudi delovni proces predstavlja možnost za izhod iz krize, v katerem se je trenutno znašlo tako šolstvo kot tudi gospodarstvo. Potencial za razvoj coachinga v slovenskem prostoru je velik, vprašanje je samo še čas in pripravljenost posameznikov, da raziščejo svoje potenciale. Tri dejstva. Coaching je način, s katerim lahko izvabimo najboljše iz ljudi. S coachingom ne morete poslabšati zadeve, lahko jo kvečjemu samo izboljšate. Potencial za razvoj coachinga v slovenskem prostoru je velik, vprašanje je samo še čas in pripravljenost posameznikov, da raziščejo svoje potenciale. Hvala lepa. Ravno iz tega vidika, ker pač zelo dosti komuniciramo, sem izbrala temo uvedba coachinga v, bom rekla, podjetništvo in v šolstvo. Zakaj? Prvo me zanima, ste že sploh slišali za to besedo? Coaching. Jaz sem tista, ki sem to besedo nekako poslovenila in sicer sem ji rekla svetovalno mentorstvo. Zdaj to ni neki točen prevod, bom rekla, coachinga, ampak nekako vsaj približek tega. In danes vam bom malo predstavila več na to temo, oziroma katere raziskave sem naredila sama, katere v sklopu različnih projektov. Zdaj, zakaj sem se za to temo odločila? Zato, ker se cirka 17 let že ukvarjam s področjem vodenja. In sicer vodenja, bom rekla, določenih skupin ljudi, potem vodenja, bom rekla, projektov, vodenja coaching delavnic, vodenja tudi, bom rekla, predavanj, saj to je tudi enako v tem smislu, bom rekla, tudi moramo znati veščine coachinga. In ker vedno naletim, bom rekla, na neki odpor oziroma na vprašanje, katere pa so tiste tehnike pa metode, ki bo nas nekako pripeljale do tega, da bomo uspešni kot posamezniki, uspešni kot vodje oziroma uspešni kot predavatelji. Pa gremo malo pogledati v to mojo področje. Torej, prej ste rekli, da ste slišali že za besedico coaching in sicer besedica izvira, bom rekla, iz srednjeveške besede. Mogoče dobi kdo kakšno asociacijo, iz katere bi lahko to sledilo. Torej, voz, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker voz pomeni torej, da gremo vsi skupaj v isto smer, torej, če en vleče v eno stran, drugi v drugo, potem ne bomo prišli nikamor. To je tudi omenil Mičo zadnjič na svojem predavanju, kot da bi se zmenila, ne? Torej, že znaš uporabljati coaching. Zdaj pa evo o besedici voz, če se malo poigramo, ne, z to besedo, torej kakšne asociacije smo dobili. Verjetno ne to, da sem jaz vozek, ne. Torej vsi za enega, eden za vse, ne, in če se poigramo malo z črkami, v besedi voz, torej bi v lahko tolmačiti kot vztrajnost, pa bom kar rekla en rek, ki mi ga je povedal profesor dr. Šime Ivanko. In sicer on je rekel, vzajemno sodelovanje je bistvo delovanja.
pa mi je to tako ostalo nekako v spominu. Zakaj? Zato, ker torej vsak vodja oziroma vsak predavatelj bi mogel pridobiti povratno informacijo o tem, če so ga njegovi zaposleni sploh razumeli, kaj on povedal, oziroma če so študenti razumeli, kaj on povedal. Pa dejansko mi kot vodje oziroma predavatelji to delamo. Ne delamo, zaradi tega, ker sklepamo, da so torej razumeli, kaj smo povedali. Naslednja črka, če se osredotočimo na O, bi jo jaz primerjala oziroma enačila z odgovornostjo. Zakaj? Zaradi tega, ker se kot vodje oziroma predavatelji zavedamo tega, da lahko z načinom govora vplivamo na motivacijo pa zavzetost naših študentov oziroma, bom rekla, vodij pa zaposlenih. Zelo redko oziroma včasih se. In takrat, ko se tega zavedamo, je predavanje zanimivo in pa uspešno. In pa kot zadnje, torej Z kot zaupanje, rekla bom, kaj mi vedno zaupamo svojim zaposlenim oziroma študentom, da bodo naredili to, kaj se dogovorimo. Pač včasih naredijo, včasih ne. Zdaj pa kontrola je sicer dobra, zaupanje pa je boljše, bom rekla. In če pogledamo v zgodovino, nekako odkritje coachinga sega v prejšnjo stoletje, v 80. leta. Takrat so začeli najprej v ZDA govoriti o tem, torej o coachingu. Zdaj je coaching v tujini zelo razvit, veščina, bom rekla, v Evropi imajo že nekako uvedeno, da mora v vsakem podjetju biti zaposlen najmanj en coach, ki svetuje torej vodjem, kako postopati do svojih zaposlenih in kako postopati do svojih strank. Tako da pri nas to šele prihaja nekako, ta znanost oziroma ta veda, da bi tudi mogli to začeti počasi upoštevati, ampak se vedno zatakne pri financah. Pri nas, recimo, ko smo spraševali podjetnike, kaj bi želeli se naučiti veščin coachinga, je vedno bil odgovor, ne, saj to ne rabimo, nimamo denarja za to, ga potrebujemo za kaj drugega. Tako da vedno še je neki odpor do nekih teh dodatnih znanj. Zdaj pa v Evropi se je ustanovil tudi Evropski coaching inštitut. On ima nadzor nad delovanjem vsega skupaj in ta Evropski coaching inštitut pravi, da zakaj je sploh coaching dober. Torej, zaradi tega, ker vpliva praktično in na zadovoljstvo vsakega posameznika in na zadovoljstvo zaposlenih. To je ustvarja neki zaupanja vreden odnos med vsemi sodelujočimi v procesu in v ospredje daje rast in pa osebne kompetence vsakega posameznika. Sicer, bom rekla, obstaja ogromno različnih definicij coachinga, tako da o tem lahko vi malo več, ampak zdaj bi se pa jaz navezala na en primer. Torej, zdaj par dni nazaj je našim nogometašom uspelo, da smo se prebili na Evropsko prvenstvo. Kaj mislite, kdo je zdaj najbolj zaslužen, da jim je to uspelo? Jaz mislim, da njihov trener, ki je trener, je praktično coach. Zdaj pa pogledajmo malo, kaj trener dela torej pred tekmo pa po tekmi, pa kaj dela med tekmo. Torej zdaj vemo, da pred tekmo pa po tekmi torej pripravlja ekipe, igralce, fizično jih spodbuja, jih motivira, usklajuje, glavnem skrbi za počitek, analizira, kako so igrali. Kaj pa lahko dela med tekmo? Med tekmo pa jih praktično lahko samo spremlja vse to, kaj je naredil pred in pa po tekmi. Torej, on ne more iti pa si obleči dresa pa iti z njimi na tekmo, ampak jih lahko samo spodbuja in motivira. Zdaj pa poglejmo malo z področja ali pa z vidika vodij oziroma predavateljev, kako je pa pol z nami, smo nekje tu. Torej, najlažje še je, bom rekla, vodjem podjetja, zaradi tega, ker če se soočijo z nekim izzivom, torej oni, če so pravi vodje, bojo pristopili k svojemu zaposlenemu in bojo izziv rešili skupaj z njimi. Kaj pa predavatelji? Predavatelji pa so praktično enako kot ta naš trener nogometa oziroma športni trener, zaradi tega, ker on, torej naš predavatelj, pa mora pripraviti študente do tega, da bo uspešno rešili sami izpit, jim ne more zdaj pomagati, pa se vse pa reči, tako zdaj pa gremo pa rešimo, pa da vidimo, kaj znamo.
In gremo malo pogledati, kaj pa na splošno pravijo študije. In sicer v Sloveniji je coaching torej na neki začetni stopnji, uradno je prvič bil omenjen leta 2005. Bila je samo ena organizacija v Sloveniji, ne bom je zdaj promovirala katera, ki se je ukvarjala oziroma usposabljala, akreditirana na ta izobraževanja, ki se navezujejo na coache. Pol kasneje se jih je uveljavilo malo več. Zdaj sama sem imela to priložnost, da sem delala v enem izmed teh podjetij, kjer sem delala kot asistentka mednarodno certificiranega coacha in od tistega časa naprej sem jaz vzljubila coaching. Izvajali smo, bom rekla, coachinge vsak dan, udeležilo se jih je v enem letu 1500 zaposlenih, pa 1000 vodij. In ko sem jaz dejansko videla, kaj se zgodi, da ta rezultat ne ostane samo, bom rekla, ne vem, 14 dni po izvedeni delavnici, ampak drži na daljši rok, pa zdaj, to so se izobraževala sama, zdaj uspešna podjetja, pol vidimo, da dejansko ta coaching deluje, če se sooči z njim. In kaj ne rečem, pol pa se je začelo to ne samo, da sem ga jaz vzljubila, sem to tudi prenesla na svoje domače, ne. Oni sicer niso bili najbolj navdušeni zaradi tega, ker so mogli naenkrat začeti sodelovati v pogovorih, ne, ker torej coaching je neka, bom rekla, izmenjava informacij, poskušaš nekoga privesti k temu, da sodeluje v komunikaciji, ne samo da kima, ne. In od začetka pač je bilo to zelo grozno, potem pa so se navadili, pa so rekli, aha, ok, dobro, ta ženska pač tako komunicira, dajmo mi tudi. In vidimo, da smo zdaj praktično zelo na dobri poti. In zaradi tega sem se tudi odločila, da torej svojo doktorsko nalogo zapeljem v to smer. In torej zakaj nam bi zdaj pokoristila vseh teh menedžerjev in pa zaposlenih in jih vključila v mojo raziskavo. In potem sem se odločila, dajmo narediti en menedžmentski model coachinga, v katerem bom preverjala, kakšen je praktično potencialni dodaten učinek na zadovoljstvo zaposlenih in pa na uspešnost podjetja. Tu se mi je odzvalo cirka 600 menedžerjev in pa cirka 800 zaposlenih. In imela sem to srečo, da sem torej vključila izključno te, kateri so bližje na coaching delavnicam in je bil zato tak dober odziv. In seveda potrdila sem vse hipoteze, zdaj jih ne bom pisala, katere so vse bile, v glavno bilo jih je ogromno in na koncu lahko izpostavim, da dejansko ima coaching pozitiven učinek tako na zadovoljstvo zaposlenih, kot pa na uspešnost podjetja. Zdaj pa gremo pogledati, torej, če že mogoče vi uporabljate kaj v tem smislu, pa sploh ne veste, ne. Recimo, ponavadi večinoma uporabljamo negativne trditve, ne, v smislu, jo, kaki si, ne, nikoli mi ne pomagaš, ne. Ampak to lahko obrneš takoj, daj pridi, priskoči mi kdaj na pomoč, ne. Recimo, vi verjetno za mene mislite, ko vam non-stop pišem, ne, kako je to ta tečna, ne. Recimo Mičo pa reče, glej, Petra je vztrajna, ne. Tako da to je razlika, ne, torej za neko negativni predpis lahko najdete pozitivno trditev, mislite pa enako, ne. Sicer jaz vem, da sem tečna, ne, ampak se lepše čuje, da sem vztrajna. Tako da nekaj primerov si lahko tukaj pogledate. Bistvo coachinga pa seveda je tisti razgovor 1 na 1. To je pač bistvo delovanja, zato ker vodja zaradi tega porabi manj energije. Zakaj bi vodja samo govoril, ne? Zato vas jaz cel čas vključujem, ne? Želim z druge strani tudi neki odziv. Torej, vodja je tisti, ki ne govori, ampak mora tudi zaposleni nekaj povedati. Torej, sodelavec je aktivno vključen in sodelavec se na podlagi tega zaveže, da bo spremenil svoje vedenje. Zakaj? Zaradi tega, ker fajn je, da skupaj z njim oblikujete nekakšne jasne cilje oziroma pravile igre. Ker če on reče, da njemu to pa to všeč, ne vem, zakaj bi kršil določena pravila. In kako je zdaj torej poslovno, ne? Jaz sem šla torej v gospodarstvo, pol pa še me vseeno zanima to našo šolstvo pač. Nekako moram pogledati še v tej smeri, kaj se tukaj dogaja.
In se na področju šolstva, bom rekla, v tujini coaching pojavlja že mnoga leta, torej ustaljena praksa v ZDA, celo v Singapurju, Kitajskem, v Angliji. Glavno, to je utečen proces, medtem ko pri nas, evo, bom rekla, nekako pristalo pri pilotnih projektih. Pred leti je bilo narejeno, bom rekla, na področju osnovnega pa srednješolskega ena pilotna raziskava, v katero je bilo vključeno 17 gimnazij in pa 2 osnovne šole. Sicer vsi so rekli, in učitelji in učenci, da je to super metoda, ampak je ostalo izključno pri tem, torej ni šlo nič naprej. Potem pa sem jaz rekla, to pa ne vem, zakaj pa naj mi se tega lotili, ne? In sem skupaj z študenti opravila eno raziskavo, v katero smo vključili 900 predavateljev in smo se malo pozanimali, kaj oni mislijo o tem, za neke izsledke, zakaj bi bilo dobro uvesti coaching v pedagoški proces, sem vam navedla tukaj. Eno žalostno dejstvo, do katerega smo prišli, torej mi vsi vemo, da je, evo, še zaključim, da je coaching, bom rekla, zelo zanimiva veščina. Eno vprašanje in edino, ki se pojavlja, je to, na kak način torej se te veščine naučiti, ne? In bom rekla, če ste gledali video pred časom, ne, vježbaj, ne, ni druge. Tako da, evo, in če zaključim, torej coaching je najmočnejša veščina vodenja, tako da dajte jo počasi začeti uporabljati, pa bomo vsi na boljšem. Hvala. Ste vedeli, da je coaching najmočnejša veščina vodenja na svetu? V Sloveniji je razvitost coachinga še na začetni stopnji, uradno pa naj bi obstajal vse od leta 2005. Da je izmed 900 anketiranih predavateljev iz 3 javnih univerz samo 56% takšnih predavateljev, ki so ponosni na svoje poslanstvo, ki ga opravljajo.